Spoštovana dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja človekovih pravic, namestnica, vaša svetovalka. To današnje srečanje je bilo drugo srečanje v mojem mandatu. Pred dobrimi 2 leti sem se na našem mestu srečal z vašim predhodnikom, varuhom, s katerim so že takrat odprla nekatere teme, ki so dobile ponovno vsebinske poudarke v poročilu za leto 2006, ki je formalni povod za današnje srečanje. Rad bi povedal, da smo v vodu, kot je gospa varuhinja že rekla, ko smo se spomnili pokojnega bivšega predsednika dr. Drnovška, rekli, da je imel zelo senzibilen, izviren, avtentičen odnos do zdravega načina življenja in okolja in je tudi ta njegova drža, ki je bila povedana v uvodu, nas je dodatno, bi rekel, motivirala za zelo odkrito in, bi rekel, neposredno komunikacijo. Uvodoma smo tudi šli na kratko skozi zelo dober posvet, ki je bil na pobudo gospe ombudsmanke pred kratkim organiziran v državnem zboru oziroma državnem svetu, ki odpira vprašanje okolja, varstva okolja na nek nov, modern način, zelo aktualen način, odpira vprašanje človekove pravice do zdravega načina življenja, odpira vprašanje Aarhuške konvencije, pravico vedeti, pravico biti vključen v okoljske odločitve in imeti pravico tudi se v postopku pritožiti. Mislim, da je to zelo pomembna, ta posvet je bil zelo pomemben, je pa tudi odkril in predstavil nekatere zapletene postopke, ali pri izdaji okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, ali pa, na primer, kako delujejo gradbeni postopki, gradbena dovoljenja, ali pa vedno aktualno vprašanje, kako delujejo inšpekcijske službe. Znano je, da je inšpekcija za okolje in naravo s svojimi pristojnostmi eden od tistih, bi rekel, inštitucij, ki na koncu vedno praviloma rešuje nek konflikt ali pa neko zadevo, ki se dogaja na tem področju. Na današnjem srečanju bi rad omenil, da poleg tega, kar je bilo že rečeno, da se bomo po delovnih skupinah v bližnji prihodnosti še srečali in nekatera vprašanja še bolj detaljno odprli, smo se tudi dogovorili, da bomo izkoristili 2 veljavna zakonodajna postopka, ki sta odprta. To je zakon o varstvu okolja in pa stanovanjski zakon. In bomo, predno bomo jih dokončno sprejeli, se posvetovali tudi z strokovnimi službami in samo varuhinjo, da bi morda lahko nekatere ugotovitve, ki izhajajo iz posamičnih primerov v Sloveniji, da bi jih pa lahko na ta način rešili, da se take, morda neke negativne prakse ne bi več ponavljale. Mi smo te pobude veseli in bomo takoj ta stik vzpostavili. Če gremo na spremembo stanovanjskega zakona, predlog strani varuhinje je bil, da bi preprosto občine zavezali, da bi bile dolžne vsako leto narediti razpis za neprofitna najemna stanovanja. Mi smo šli v našem predlogu po podobni poti in smo rekli, da bi dosegli to, da bi v tistih primerih, ko se občani občanke prijavijo na ta razpis, pa občine nimajo dovolj neprofitnih stanovanj, izpolnjujejo pa vse socialne druge kriterije, lahko potem neprofitno najemnino dobili tudi, če bi jim ponudili, torej subvencijo takih najemnin, tudi če bi jim ponudili tržna stanovanja. To je bil naš predlog, ampak bomo vseeno poskušali najti načina, da bi občine spodbudili, da bodo še bolj aktivne pri vsakoletnih razpisih za neprofitno najemna stanovanja. Drugo področje je področje seveda okolja. Zakon varstva okolja sedaj odpira nekatera postopkovna vprašanja. Vedno občutljivo vprašanje seveda so vprašanja izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, na kakšen način je tukaj vključena javnost te postopke. Tukaj smo mi absolutno za odprtost in transparentnost, za spoštovanje Aarhuške konvencije. Pa smo šli pa na posamične primere, nekateri trajajo že več kot 10 let, imajo torej dolgo brado, v njih so vključeni različni resorji od upravnih enot, občin in bomo poskušali torej tudi v teh konkretnih primerih najprej seveda najti rešitve. Istočasno pa, če bo katera od rešitev taka, je tudi vgraditi v novi zakon.